Živjo. Zelo dobro se spominjam svojega prvega študijskega dne jeseni leta 1987, ko sem kot študent prvič prestopil prag tedanje fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, to je zdajšnja fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Bilo je namreč tako, da smo bili v študijski učilnici starega kova, samo s tablo, ki je bila katastrofalno prenatrpana. Sedeli smo po tleh, stali smo, nekateri so sedeli celo na tleh in skratka takrat sem pomislil, a to je to. Da potem to vendarle ni bilo to, ker je bil osip zelo dramatičen že po nekaj dnevih, čedalje manj nas je redno prihajalo na predavanja in na koncu tistih nekaj več kot 100 študentov novinarstva tistega prvega dne smo študij v roku po 4 letih končali zelo redki, recimo v najboljšem primeru kakih 10%. Jaz sem imel eno precejšno srečo in sicer to, da sem točno vedel, da želim študirati novinarstvo, ker izhajam iz novinarske družine in takrat sem tudi delal. Nisem bil seveda redno zaposlen, sem pa precej pisal za razne časopise, delal tudi že na RTV Slovenija, tako da sem lahko to, kar sem se naučil na delovnem mestu, uporabljal tudi pri študiju in obratno. Tisti časi so bili precej zapleteni, tako da to ni privilegij samo današnjih generacij. Tudi opremljenost fakultete je bistveno boljša, kot je bila nekoč. Takrat pravzaprav praktičnih vaj in spoznavanja različnih medijev nismo imeli, ker ni bilo teh zmogljivosti. Zdaj je popolnoma drugače. Ampak treba se zavedati, da vse, kar se boste naučili na fakultetah med študijem, preprosto ne bo dovolj za to, da bi lahko uspeli v poklicu in ga predvsem opravljali z zadovoljstvom. Fakulteta, študij, vse to je samo ena vstopna točka, kjer se naučiš študirati, kjer se naučiš spoznavati neko delo, ki ga boš potem po vsej verjetnosti opravljal vse življenje. Je pa treba se zavedati, da se nihče ničesar ne more naučiti namesto vas. Nihče ne more pridobiti nobene izkušnje namesto vas. In vse, kar se boste tukaj naučili, je potem samo dobra popotnica in osnova za to, da boste poskušali delati v poklicu, ki vam bo prinesel zadovoljstvo. Tako da bodite odprti, bodite predvsem usmerjeni v to, da boste čim več vedeli, da boste to, kar veste, izkoriščali za to, da se boste učili še naprej. Skrbite za slovenski jezik, naučite se perfektno angleščino, ker angleško pravzaprav vsi vaši konkurenti na globalnem tržišču znajo, vi jo morate znati bolje kot oni. Naučite še kakšnega drugega tujega jezika, to je velika prednost. In predvsem trudite se, da boste prišli tudi do točke, ko boste ugotovili, da mnoge stvari na fakulteti, ki ste se jih naučili, preprosto ne držijo. Ampak nekdo, ki to zelo zgodaj ugotovi, pomeni, da ni dosti študiral, tisti, ki pa to ugotovi šele po letih študija, ta je pa na pravi poti. Bodite kritični do družbe, v kateri živite, ampak začnite pri sebi. Bodite najprej kritični do sebe in potem boste morda imeli možnost, da boste na koncu rekli, to je to, v svojem poklicu uživam. Jaz sem prišel do te točke, imel sem tudi nekaj sreče, sami vidite, da zelo rad govorim, to je pa absolutno posledica starosti, pa ne zato, ker mi raste siva brada, ampak to, da se nisem obril, je pač samo posledica tega, da takrat tisti prvi jesenski študijski dan leta 1987, to je bilo neko obdobje, ko sem se prvič nehal briti, ampak tedaj mi brada še ni tako sivo in ne gosto še zdaj ni rasla. Ampak, kot rečeno, v svojem poklicu sem zadovoljen, rad ga upravljam, ni mi vedno lahko, ampak kot rečeno, sem vesel, da sem se odločil, da sem šel po tej poti in lahko samo rečem, ja, to je to.